Kdo je pa izumil žarnice? Ko se ti utrne vprašanje, so tu To pa znamo. radovedne 4. Veš, kakšno zanimivo radiovedno vprašanje grem raziskovati danes? Radiovedni na valu 202. Lepo pozdravljeni v prvih letošnjih radiovednih. V novem letu vam želimo predvsem obilico radovednosti. Upamo, da nas boste še naprej zasipali z zvedavimi vprašanji, na katere se bomo trudili najti kar se da zanimive odgovore. Tokratno vprašanje je spodbudil sprehod skozi zimski gozd, v katerem lahko opazujemo listavce, ki se spomladi in poleti bohotijo polni zelenega listja, v tem času pa se njihove veje čisto gole stegujejo med mogočne, vedno zelene iglavce. Zakaj iglavci tudi po zimi ohranijo svoje bodičaste liste zelene in trdno pričvrščene na vejah? Z vprašanjem smo potrkali na vrata profesorja z oddelka za gozdarstvo ljubljanske biotehniške fakultete Roberta Brusa. Če dovolite, bi najprej začel s tem, da sploh razčistimo, kaj so to zimzelene in vedno zelene rastline. Namreč pri nas običajno o teh rastlinskih vrstah, ki več let obdržijo liste, govorimo kot o vedno zelenih vrstah. Zimzelene so pa tiste, ki jih že naslednjo spomlad odvržejo in teh je pri nas zelo malo. To se pravi, v glavnem govorimo o vedno zelenih in listopadnih vrstah. Če ostanemo pri drevesih, iglavce torej večinoma uvrščamo med vedno zelene vrste, listavce pa med listopadne vrste. Za slednje verjetno že vemo, da jim to, da jeseni odvržejo liste, pomaga preživeti zimo, ki je pri nas lahko zelo mrzla. Obstaja velika nevarnost, da bi listi in voda v njih zmrznila, torej bi se listi posušili, odmrli in to za rastlino seveda ne bi bilo dobro. Tako da večina rastlin, če govorimo o drevesnih vrstah, v naših podnebnih razmerah se je prilagodilo skozi evolucijo genetsko na ta način, da po zimi liste odvržejo. Kako pa te vrste sploh vedo, kdaj bo nastopila zima oziroma kdaj je čas, da odvržejo svoje liste? Zaznavajo spremembe v dolžini dneva, pojasni Robert Brus. Glavni sprožilec za začetek odpadanja listov je torej to, da jeseni dnevi postanejo krajši. Pripomorejo pa tudi nižje temperature. To povzroči hormonske spremembe v listu, to se pravi, začne se razkrajati in razgrajati klorofil, hranilne snovi se iz lista umikajo v drevo, na listu se pokažejo barvila, recimo flavonoidi pa antociani, zato se jeseni listi čudovito rumeno in rdeče obarvajo. Hkrati pa se na peclju začne tvoriti abscizijska plast, torej plast odmrlih celic zaradi zmanjševanja koncentracij auksina, ki povzročijo, da potem list tudi odpade. Vedno zelene rastline pa liste obdržijo tudi po zimi. Da preživijo zimo, so razvile drugačne mehanizme, s katerimi se zaščitijo pred mrazom. Večina jih ima iglice in liste, ki so manjši, ki so zgrajeni tako, da imajo čim manjšo površino, torej so običajno tudi debelejši. Potem so prevlečeni z debelo kutikulo in zelo pogosto z voskasto plastjo, ki preprečuje prvič dostop mraza v notranjost iglice in drugič preprečuje izgubo vode po zimi, kar je velika nevarnost za rastline. In potem je še ena stvar, rastlina za zimski čas v sebi poveča koncentracijo nekaterih snovi, ki preprečujejo zmrzovanje in kristalizacijo vode. Recimo večja je koncentracija sladkorjev, potem je večja koncentracija beljakovin in še več snovi, kot so recimo kakšni sladkorni alkoholi, aminokisline, smole in podobno. Skratka, rastlina tvori nek naravni antifriz, ki preprečuje, da bi list zmrznil. Tako vedno zelene vrste uspešno preživijo zimo. Potem se pa zgodi, recimo, da zgodaj spomladi, ko se zrak segreje na mogoče 10 stopinj ali več, začnejo zelo hitro opravljati fotosintezo, torej to je njihova prednost, hkrati so pa tla lahko še vedno zmrznjena, kar pomeni, da iz tal ne more dobiti vode in lahko pride do izsušitve zelo nevarne spomladanske. Torej, vedno zelene vrste to lahko večkrat občutijo.
Vedno zelene in listopadne vrste so torej skozi evolucijo razvile dva različna načina, ki jim omogočata uspešno prezimitev. Imata pa vsak svoje prednosti in slabosti. Čisto na začetku pa smo omenili še zimzelene rastline. Pri zimzelenih se pa zgodi, da lanske iglice ali listi običajno preživijo še prvo zimo, potem pa tam enkrat aprila, maja, ko zrastejo novi, ti stari tudi odpadajo in resnici na ljubo so največkrat tudi že precej dotrajani in ne več tako sveži, kot bi bili pri vedno zelenih. Primer zimzelene rastline pri nas je hrast oplutnik, ki ima to izrazito lastnost, da listi delno zeleni ali na nek način zeleni še ostanejo do spomladi na drevesu. Sicer se pa ta težnja kaže tudi pri mnogih drugih hrastih in njihovem sorodstvu, tudi pri bukvah, zlasti pri mlajših drevesih. Hrasti, morda ste kdaj že opazovali, ne radi odvržejo liste jeseni, pogosto jih obdržijo, sicer že rjave, že odmrle, do spomladi in jih šele spomladi odvržejo. To je morda povezano tudi z starodavnim izvorom hrastov v tropskih predelih, kjer ta mehanizem odpadanja listov ni bil potreben in šele recentno, ko so se na neki točki preselili v zmerne cone, se je ta mehanizem začel razvijati in se zdaj še ni do konca razvil. Tako, to bo za danes vse. Upamo, da vas današnja epizoda spodbudi, da se ob sprehodu skozi gozd tudi pozimi kdaj zazrete v krošnje dreves. Morda se vam ob tem utrne še kakšno radiovedno vprašanje, ki ga z veseljem sprejmemo na frekvenca x@rtvslo.si. Radiovedni. Pač eni ljudje iz radia, ki so preveč radovedni.